Če hočete dobiti odgovor, pridite v Portorož na 23. slovensko marketinško konferenco. Ne morem drugače reči kot tako, da vas povabim. Zakaj? Zato, ker to bo ravno tema letošnje slovenske marketinške konference. Tehnologija se je spremenila, potrošniki so se spremenili, vedno več podatkov imamo, poslovni modeli se spreminjajo in letošnja konferenca bo naredila nek prerez stanja, pokazala bo, kateri koncepti v marketingu že delujejo, že prinašajo rezultate. Ne bomo sanjali, kaj bi bilo lepo, ampak bomo pokazali, kaj je. Kaj želim povedati? Včasih smo govorili o 7 P-jih v marketingu, ne trdimo, da je to zastarel koncept, je pa definitivno ga treba prilagoditi. Če vam želim malo bolj plastično pojasniti, včasih smo razmišljali o izdelku, danes je potrebno razmišljati o celotni izkušnji, ki jo ima potrošnik z našo znamko. Od trenutka, ko začne razmišljati, da ima mogoče problem ali pa da bi lahko rešil neko svojo težavo, potem, ko začne iskati svoje rešitve, ko išče, kaj bi bila možnost, ko izbira med ponudniki, ko se na koncu odloči za našo znamko, ko zaužije to znamko in potem, kako se tudi kasneje počuti. Torej, govorimo o neki izkušnji. Namesto o enem P-ju govorimo o izkušnji, ki jo ima potrošnik. O takih stvarih bo skozi primere govorila slovenska marketinška konferenca. Udeleženci bodo slišali primere, ki delujejo, ki prinašajo rezultate v poslovnem smislu, v smislu zadovoljstva, zvestobe strank, in ti primeri se dotikajo področja uporabe novih tehnologij, blockchaina, torej ne bomo govorili o kriptovalutah, govorili bomo o tem, kako blockchain spreminja način razmišljanja direktorja marketinga, tako da če želite biti v stiku s časom, vsekakor dobrodošli na slovenski marketinški konferenci. Govorili bomo o design thinkingu, ampak ne kaj je to, ampak kako dejansko z njegovo pomočjo, s filozofijo izboljšati izkušnjo potrošnika z našo znamko, z našo storitvijo, z našim izdelkom. Govorili bomo tudi o tem, kako spremembe čim hitreje poriniti skozi celotno organizacijo. Videli bomo primer, kako je stabilna finančna institucija, tradicionalna, popolnoma spremenila svoj način delovanja en del in v bistvu v zelo kratkem času, 6 mesecev, lansirala izdelek, ki je povsem za digitalno generacijo in ciljajo na globalno tržišče. To je recimo eden od takih primerov, ki jih bomo slišali. Tako da investirajte 2 dneva, če želite nove ideje, če želite preveriti, kateri koncepti v marketingu delujejo. Na koncu, če želite biti na trgu dela najboljši direktor marketinga ali pa marketingaš. Slovenska marketinška konferenca bo tudi letos največje srečanje marketingašov v Sloveniji.